Živijo družba. Evo, skrivam se za škatlam čist, bom rekel, frišne kamere Insta360 X3. Evo. A ni huda zadeva. V glavnem, tole. Zdaj bomo razpakirali tole žveco, ki smo jo dobili ravno kar od Instata. In sicer, evo, v paketu je X3, kabel za polnjenje, pa torbica za shranjevanje, nekaj navodila, pa krpica za čiščenje. Dobiš takole v taki luštni škatli, takole, cak. Evo, zraven pa človek vsak si lahko zbere različne dodatke, ki jih v bistvu rabi za posnet ta hud footage, ki ga pol na YouTubeu in posod objavljamo, ne? V glavnem, obvezna stvar, ki jo morate kupiti, so sticky lensi. Sticky lensi zaščitijo leče, ker tukaj, ko enkrat spraškaš lečo, konc. Fertik del, ne moreš več nazaj. Evo ga. Motorcycle U-Bolt. Zgleda hudo. Tole bo pa za na 4-kolesnik, za na motor, za na kakšne palce, v glavnem za na cev. Vse posod lahko pneš tole zadevo, na skiro, na nidoni. V glavnem, pa tukaj je še tale monkey tail, tudi zanimiva zadeva, ker ful za na hitro nekam zmotaš okoli kakšne veje, štange, tako naprej in pol posnamaš zgodbo. Gremo kar po vrsta, ne? Kaj pa šlo? Evo, voila! Tako noter lepo pride Insta selfie stick. Takole zgleda. Mislim, da je dober meter dimenzije. Hudo. Imaš pa tako v kombinaciji za bullet time, imaš pa tudi tukaj takole, ki jo lepo našravkaš takole krog, gor, evo ga, in pol to vrtiš. Tako zgleda tisti bullet time, ki je nevidna kamera, pa ki se vrti slow motion okrog in okrog. Cak, evo. Tale me najbolj zanima, monkey tail. Inač, odpakirati, ne, tu njemo kaj. Evo ga, glej to. Kaj neka guma, res je tak, na vtip kaj ena kača, razumeš, ne? In pa si to lahko tako zviješ, lahko narediš en tak lušten stojav, kačo, feder, glej to, cak. In pa pride gor kamera in hudo, tudi sam za en tak tripod stojavček lahko porabiš v bistvu to zadevo. Dolžine pa je koliko? Dolžina pa v bistvu nič ne piše, ne? Dobro. Pamet, takole. Slaba pol metra. 40 centi, ajde. Caka, caka, caka. Evo ga, bop. Kaj je feder, res kaj ena kača je. Hudo. Ok. Aha, evo ga, floaty. Floaty pa v bistvu pol za nekakšen vodni skuter, za na kajak, za na sup, za na vse te stvari, ki se to pol lahko fino tam uporablja. Evo ga, cak. In to, če padete v vodo, lepo ti ne potone, ne? To je pol pomembno, da najdeš še kamero. Navsezadnje je le 550 €, ni glih za zgubiti, ne? Za na tole moraš kupiti še en adapter, v bistvu, da imaš podnožje za GoPro. Da je v bistvu kompatibilna s temi accessorji, ki ga imaš v bistvu za GoPro, pa za DJI-ove kamere, pa ostale Instatove. Cool! Evo ga, še tale bike mount. Lepo dobiš to lepo pakirano v eni škatli, imaš še kup enih stvari.
Tako da treba kar majčkeno se našraufati v bistvu, če sem čist iskren. No, več o tem bomo že pol v praksi, ko izpade. Evo, zdaj smo pa pri kameri. Prav fancy, takole, kako pol še diši po novem, veš? Caka, caka, caka. Evo ga. To je to. Takole izgleda potem pakiranje nove Insta360 X3 kamere. Glej. Evo ga, nov displej. Leče so vse lepo zaščitene. Fenomenalno. Kaj je pa še tukaj noter? Cak, 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 poglejmo. Tako lepo pakiran, da v bistvu ti pol kar malo narodno tole se skep razgrev, takole načudeno, ne? Evo ga, tukaj je polnilc. Tole je zelo pomemben, tole imeti, se pravi, glej, takle lepe etui. Ki pa lepo daš takole gor. Pa seveda krpica, hitra navodila, pa nalepka Insta360. Fancy, 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 fancy. Ok, navodila gre not, to gre not. Tak, tak, tak. Evo, tu je zdaj ta žepna kamera, ki imaš v bistvu lahko vedno posod s sabo, vedno zajemaš, kasneje pa editiraš. To pomeni, da lahko zajemaš footage, ne glede karkoli se dogaja okrog tebe, za tabo, levo, desno, gor, dol. Vse zajame. To je najbolj pomembno, da pol v bistvu na teh aplikacijah lahko narediš reframe pa vse in potegneš in fotke in video in ni da ni. Zdaj ti že 360 kamera zazna, v bistvu zajame 72 megapikslov fotografijo, ki jo pol lahko reframaš, porihtaš pa ven potegneš le najboljše. Aja, pa še to, stabilizacijo so zdaj toliko hudo izboljšali, da ne glede kire treslaje, kam jo obesiš, kaj delaš z njo, res fenomenalno stabilizira. Že ta X2 je toliko hudo dobro stabilizirala, da je bilo to nerealno. Insta je res slaven po tej stabilizaciji. Zdaj so izboljšali tudi ta full hood Hyperlapse. Hyperlapse je zdaj 8K. Zdaj tole komi čakam, da jaz to prvo, ne znam, tole takoj dal v akcijo in... koliko hudo zgleda, no, moram reči, da lej. A je tole zdaj pripravljen zdaj za prvi zagon. Takole se isto lepo. Baterija na isti princip, kot na te stari X3 oziroma X2. Kartico možet noter, isto vse gre na isti princip, kot kar prej. Cak. Priporočam je na 128 mega kartico, pa kar dosti hitre morate uporabljati. Ja, dosti hitre, da se da lepo brati, pa da lepo ta čače puca on hiter. Evo, ker pa klikne lepo dvakrat, se pa lepo nazaj ona postavi oziroma zaklene, zaradi vdora vode in tega. Je treba biti zelo previden pri teh klikih, ki jih tukaj delamo. In to je to, evo. Ok, prvi zagon. Tadam tam. Ok, pol pa tukaj že izbere, daš noter kartica. Ona bi rada poformatirala kartico, daš samo ok, formatiraš kartico normalno in pol v bistvu zbiraš jezik, nastavitve, tukaj ti pol že kaže, evo, lepo moš potegniti dol, se pravi aplikacijo, da se ona poveže iz telefona. Insta ima res tako narejen, se pravi, če ti potegneš dol njihovo Insta360 Studio ali pa Insta aplikacijo, ki je v bistvu na telefonu,
moraš nujno se iz serijsko številko povezati na kamero, če ne sploh ne moreš v bistvu editirati, ne vem, od nekoga posnetkov, ki ti jih da. Tako da ima kar dosti zaprt sistem, ne, če tako gledaš. Evo ga, 1x3, cak. Evo, tako da se pol to povezuje, vse ful avtomatike, ful simple varianta, ni da ni. Cak, sprejeti jo moraš. Evo, tukaj zbereš pol noter activation in pol v bistvu aktiviraš napravo. To je to, kar sem prej rekel, da moraš vsako posebej aktivirati, da lahko pol v bistvu uporabljaš njihove aplikacije in tako naprej. Activated, cak. Evo, ko je enkrat aktivirana, evo, dobiš jo v bistvu na 40%. Na 40%, hudo. Že dela. En kup enih nastavitev, ki bo treba se zdaj le majčkeno poigrati z njo, da vidim sploh zakaj se gre. Pol bom pa res predstavil tudi mogoče kakšen footage, kako izpade, bom rekel, iz prve roke, kako je zdaj v akciji, kakšne fotke ven potegnemo. Tako, dejansko uporaba tele kamere, meni zgleda res bolan. Majčkeno je tudi, bom rekel, lažje od X2 še, pa tale ekran ga res zmaga. Res izboljšal se v bistvu, dobro, zdaj X2 pa X3 obe fotkata, v bistvu snimata video na 5,7K na 30 framih. Hud napredek je tukaj pri temu, ki ima na primer single lens mode, ima na 4K pa, mislim, da ima 30 framov, prej ga je v bistvu manj, okoli 2K. Pa hud, tista, ki je meni prav prišla, je bila bullet time. Bullet time je toliko hud footage, ki ga narediš lahko, pa kombiniraš, ki ga pol takole lepo vrtiš. Slow motion je zdaj, mislim, da isto 4K na 120 framih, ki je pa toliko bolano, da je to noro. Nič, zdaj sem samo odprl, pa kakšne dodatke sem jaz na hitro uporabil. Se pravi, floaty, selfie stick, ki je za moje pojme obvezen, hud gadget je tale monkey tail, mu rečejo. Ga lepo takole gor našraufaš. Glej. Cak, ga prime lepo tale vijak. In v bistvu lahko tudi to konec koncev uporabljaš kot nek selfie stick, ne rabiš glih imeti selfie sticka, a ne. Če si takole pač lahko imaš, na primer, evo ga, imaš za selfie stick in isto izpade tako, a ne. Ali pa narediš nek stojav iz njega, ne. Pač res hud gadget, evo. Cak. Takole, cf. In, evo ga, stoji. Ali pa nekakšne veje do te variante. Meni je to ful hudo za tole, ki ga bom uporabljal na štirikolesniku in tako, ne. Tam bo to bolano. Ali pa kakšne okrog balance si ga uvijaš, ne, motor, kjerkoli. Čeprav zdaj sem res vzel ta, evo ga, prav U-bolt se mu reče, za motorje in ga odpneš noter in mora izgleda fenomenalno. Nič. Zaenkrat je to, kar se tiče odpakiranja. Zdaj se bo treba majčkeno poigrati s tole kamero, pa naprej, da vidimo, kakšen footage rata narediti in ostanite z nami, pa se vidimo v novih podvigih. Čau!